Naš umetnik je bil spet na polno zaposlen. V torek je z Dimitrijem Ruplom na gimnaziji Brežice vodil predavanje z naslovom Nastajanje samostojne slovenske države. Oziroma, mogoče bi bil boljši naslov Natepavanje samostojne slovenske države. Predsednik, kakršen je napetost v trenutku razbil s poskusom humorja. Mimogrede, moj sin je vaše starosti, dobro ve, kaj si zdaj mislite in sram zgodi. Bil poskus humorja. Poudarek na poskus. No, potem se je to patriotsko predavanje počasi začelo spreminjati v rahel roast oziroma šov, kjer se nekoga zbada, ker je to danes v modi. Res, ste gledali ta teden z Juretom Godlerjem? Ste kdaj naleteli? No, začutili se je, da se mogoče Rupel in Pahor ne marata lih preveč, ko je eden izmed dijakov vprašal, kaj je zdaj z arbitražnim sporazumom. Pahor je bolj kriv za to zgodbo kot jaz. Proti Ljubljani. Rupel je potem nagajal naprej in motil Boruta pri pripovedovanju zelo kompleksne zgodbe o arbitražnem sporazumu. Za katerega sem domneval, da ni ozvočen in na tistem pogovoru Ne vem, kaj počejo izven kadra, mogoče kazal bi še neprimerne geste, ne vem. Vas pa moramo razočarati, gledalke in gledalci. Naš predsednik, umetnik Republike Slovenije, odrašča. Resno, ne čakajte, nisem nič povedal, tudi me. Na dobrodelnem dogodku bobnarja Marka Soršaka Sokija, kjer zbirajo sredstva, s katerimi opremljajo slovenske šole z glasbili za talentirane otroke, je bil Pahor izpostavljen. Zdaj pa tole poslušajte. Bobnom, kameram, odru. A me razumete, kaj sem kar rekel? Bobnom, kameram, odru. No, predsednik ni več to, kar je bil. Zdaj, kadarkoli vidite predsednika republike, bobne in medije v istem stavku in istem prostoru, je to nevarnost za protokolarno porednost. Zato, da bi se temu izognil, bom tukaj naredil piko. Predsednik je odrasel. Adijo adolescenca. Adijo dobri stari Borut. Radi smo te imeli. Največji slovenski tavžen künstler si. Zabaval si nas vsak teden. Polnil naša srca z radostjo, veseljem in srečo. Pogrešali te bomo. Morda se nekoč, kdo ve kje, kdo ve kdaj še srečamo, zavpijemo za kakšnimi miškami, razbijemo kakšne bobne in premaknemo kakšnega kmeta na kotalkah. Z Bogom, Borut, to je konec. Ne se zabavam. Po koncu prireditve se je Borut v ozadju hotel usiliti mladini v fotko, ki ga več kot očitno ni hotela imeti not. Dan borci so pa tvoji, ne? To so pa ekipa Mateje Kefer, moja učiteljica. Hvala. Vrnil se je! He's back! Res sem je zdržal 5 minut. Borut, na mnogo novih umetniških podvigov ti kličemo. Ampak morda je čas, da si nadaneš kakšno umetniško ime. Kaj kulskega, kot Klemen. Sam to je že zaseden. Mogoče, ne vem, Kloven ali pa Klinac Palac. Nekaj v tem smislu, no, da se bo prijel. Zakaj? Zakaj boš vprašal? Zakaj? Ker imaš v Bruslu konkurenco, ki je bila ta teden spet aktivna. Pazi, Borut, konkurenca je huda, da ne postane Herr Juncker boljš dvorni norc od tebe. Mimogrede, preden gremo naprej, a vas zanima, kako se Borut podpiše? Tale krožek. Prav. Aha,
se tudi kar piše. Hvala za ogled, ne pozabi pa tudi na Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22:40 na Planetu. Hej tujec! Polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.